slovenski zdravstveni sistem sploh ni slab. Je zelo v bistvu dober in je pač absolutno primerljiv z zahodnimi zdravstvenimi sistemi. Jaz imam izkušnje delovne tudi z delom v Angliji in je tam v bistvu veliko težje priti do specialista, do nevrologa, kot je recimo pri nas v Sloveniji. To je tudi verjetno zaradi tega, ker pa pač manjša država, bolj neposredno se pa pač srečujemo s pacienti, lažje pridejo do nas vendarle, kot pač recimo v večjih državah. Kar se tiče čakalnih vrst, je pa pač več stvari verjetno je v igri. Ena stvar je, koliko zavarovalnice v bistvu pač krije recimo kontrolne preglede. Druga stvar je pa, kako priti recimo na tisti prvi pregled, ki relativno hitro se vendarle pride, recimo za napotnico pod hitro, mislim, da ni več kot nekaj mesecev za prvi pregled, za napotnico pod redno pa ne vem, če je več kot pač kakšnih 6 mesecev za prvi pregled v ambulanti. Seveda, če je pa pač nujna zadeva, je pa pač te so pa pač urgence v bolnišnicah, ki pa marsikaj lahko, oziroma marsikaj pa pravzaprav tudi pokrije. Ko gre recimo konkretno, ko govorimo o osebah s Parkinsonovo boleznijo, so pa pač akutno poslabšanje Parkinsonove bolezni. Druga stvar pa seveda financiranje zdravstvenih ustanov. Pač od tega, da sem ekspert iz tega področja, vendar financiranje v tem smislu, da je pač zadosti osebja, da je zadosti prostora, ki jaz govorim zdaj za nevrološko kliniko, za pač klinični center kot tak, ne. Se pravi, če bi imeli pač več prostora, če bi imeli pač verjetno več osebja, ker ni samo zdravnika, veste, vi v ambulanti potrebujete tako medicinsko sestro, kot tudi administratorje, kot tudi vso logistiko, ki pa pač jo nekdo mora sfinancirati. Mislim, to ni samo tako, da se jaz pač nekje usedem in da pa pač ne vem, delam preglede, koliko je pač potrebno, zato da zadostim potrebam pač pacientov. In pa tretja stvar je pač organizacijska stvar bolnišnic posameznih. Se pravi, jaz večkrat moram delati v ambulanti, hkrati pokrivati oddelek, pa imeti konziliarni telefon, pa po potrebi še imam študente zraven. Se pravi, 3-4 delovišča, pa so se klici strani pacientov, pa letijo e-maili. Se pravi, to je večplastno. Vsaka taka stvar, tudi klic strani pacienta, tudi poslan e-mail je za mene delovišče. To ni tako enostavno, da jaz na hitro preberem, pa pač dam mail. Se moraš usesti, moraš pregledati dokumentacijo, moraš premisliti, kaj je najboljše za tega pacienta, ker je to pač zadeva, ki jo daš kot priporočilo eksperta svojemu pacientu. Se pravi, financiranje, zdravstveno zavarovanje pa organizacijsko kot pač stvari, ki jih je treba uskladiti. Vse tiste stvari obstajajo, vendar jih je treba pač uskladiti in pač optimizirati. Ni treba v Sloveniji zdravstveni sistem zrušiti, pa začeti na novo. Zdravstveni sistemi obstajajo in ga obstajajo. Treba ga pa pač optimizirati.